Poslušate tedenske vrtnarske nasvete na Zelenem svetu. Z nami je Miša Pušenjak, strokovnjakinja za zelenjadarstvo in okrasne rastline z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Miša, pozdravljena. Pozdravljen. V deževnem poletju se na vrtninah vrsti kar nekaj težav. Nam zaupate, kaj je tisto najbolj opazno in kaj mogoče lahko še pričakujemo? Ja, v letošnjem letu je zagotovo preveč padavin po nekaj letih spet povzročilo kar veliko glivičnih problemov, se pravi, rastline imajo težave predvsem z boleznimi. Do zdaj nekih velikih težav škodljivci ni bilo, recimo ljudje so že prav spraševali, kje se na primer zadržuje koloradski hrošč, ko ga praktično sploh ni bilo, ne na krompirju. To je vedno tako, kadar je veliko težav, imajo težave z glivice. Zdaj so se začeli tudi bakterijski problemi že, ker se toliko temperatura le dvignila, recimo, da niso več noči mrzle. Zagotovo pa zdaj, ko se bo vreme umirilo, je pa treba biti izredno pozorni še na škodljivce. Zdaj, midva sva tudi že ves čas tu pravzaprav opozarjala, že v osnovi so se splodovke sadile prezgodaj. Premrzlo zemljo smo jim vzeli s tem veliko energije. Zdaj paradižnik bi se celo opomogel, koliko smo opazovali, če bi se seveda vreme umirilo, tako je pa pravzaprav zaradi tiste izgube energije pri marsikom, ne pa pri vsakem, začel propadati. Ne? In ravno to naj bo znak vsem tistim, ki jim paradižnik propada, da morajo razmisliti, prebrati, poiskati, v čem je težava, kar mora drugo leto, pa ne samo drugo leto narediti, prav, da se to ne bo zgodilo. Nimajo vsi težav s paradižnikom, samo recimo približno polovica vrtičkarjev. Čebula je kar precej gnilila proti koncu, tako da čebula je absolutno za popoliti po večini vrtov, da ne bo začela, ne bo gnilila naprej, posušiti in po čim prej pospraviti. Čebula se ne bo dobro skladiščila, tudi krompir se ne bo dobro skladiščil. Če je že popolnoma brez listov, da je fitosta, spravi krompirjeva plesna že liste posem vzela, potem ga pokositi, spraviti to umazano oziroma poškodovano, bolano cimo dol z gredic, ker zdaj bo ta dež, ki pada, sprav glivice oziroma trose glivične gomolje. Bodo začeli gomolje gliviti. Nič ni problema, če krompir v zemlji še ni dozorel, če ni kožica še utrjena. Pustite gomolje v zemlji, gor nanosite kakšno slamo, kakšno seno, toliko, da ne bo sonce, če bo začelo pripekati, požgalo te gomolje, če so zelo nizko plitvo, gor pod zemljo, pa se lahko tam še vedno dozori, pozori in se tudi potem kasneje, ko ga bomo ven skopali, tudi ga posušimo. Vsekakor pa je leto zaračunati malo več krompirja jesti tudi poleti pa po zimi. Vprašanje, kje ga bomo, ker se noben krompir letos ne bo pretirano dobro skladiščil. Miša, hvala za današnje nasvete. Bili so kratki in jedrnati in upam, da bodo pomagali vsem vrtičkarjem. Midva pa se ponovno slišiva naslednji teden, do takrat pa en lep pozdrav. Srečno. Če so vam novice na Zelenem svetu všeč, se lahko prijavite na naše novosti in obvestila, tako boste podobne aktualne vrtnarske nasvete prejemali tudi na vašo elektronsko pošto. Sledite pa nam tudi na socialnih omrežjih, Facebook, Twitter, YouTube in seveda spletni strani zelenisvet.com.